Že slišim šušljanje novih, groza vsepovsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem, morda se bo dal zaprijati, pa ga bomo premagali in se maščevali za njim. A Gospod je z menoj, kakor silen junak. Zato se bodo moji prihajalci potekli in ne bodo zmagali, zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, ne pozabna. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojsesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti. Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: ne bojte se ljudi. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajše tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajajo 2 vrabcev za 1 novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Vredni ste več, kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. To je Kristusov evangelij. Drage sestre in bratje, spoštovani domoljubi, ki ste se zbrali nocoj pri tej sveti daritvi, pri kateri želimo posebej moliti in prositi za našo domovino. Ta je molitve zelo potrebna. Tisti, ki smo pred 32 leti v živo spremljali takratna dogajanja, tisti, ki smo se takrat veselili, da smo prišli do samostojne države, smo danes v 3 desetletjih upravičeno nad marsičim razočarani. Verjetno si nihče od nas ni mislil, da bo Slovenija doživela tak razvoj, kakršnemu smo priče, če temu lahko rečemo razvoj, če ni to regres, nazadovanje. Če bi danes, ne vem, kako je v Brežicah, ampak če bi danes jaz v Mariboru šel po ulicah in naredil tak hitri intervju med mlajšo generacijo, ki je bila rojena po letu 90, kaj vejo po tistem času, se bojim, da ne bi bilo podobenega pametnega odgovora. In to je resen problem, s katerim se soočamo na različnih nivojih. Problem, bi mu lahko rekli, vprašanje naše identitete, naše samopodobe, naše samobitnosti. Ali drugače rečeno, ali vemo,
svojo zavest o tem, kdo in kaj smo mi in kaj so bili naši predniki in v kakšnem smislu in v kakšnem duhu želimo, da bi se ta skupnost, ta družba, ta država razvijala tudi v prihodnosti. Zato smo odgovorni vsi. Kot kristijani smo lahko ponosni na to, da brez nas te države ne bi bilo. Komunisti je gotovo ne bi ustanovili pred 30 leti. To sem tako trdno prepričan, kot to stoji. Brez kristijanov te države ne bi bilo. In takrat je seveda število kristijanov v Sloveniji bilo bistveno večje kot je danes. Takrat smo govorili procentualno okrog 70-75%, zdaj pa formalnih kristijanov že niti polovica. Torej, imamo razlog za to, da smo ponosni in imamo razlog za to, da smo zaskrbljeni. Zaskrbljeni nad tem, da še v tej domovini vedno prevladuje mnenje, da se je zgodovina začela z letom 45. Slovencev ne bi bilo na tem teritoriju brez katoliške cerkve, brez vere. Vera je skozi 1000 let predstavljala tisto vez, ki je ljudi povezovala, poleg vere še z jezikom in kulturo. Ti trije elementi so bili sestavni del, ali lahko bi rekli tudi trije organi bodoče države, ki je potem v 90-ih letih potrebovala še zadnji organ in to je bila seveda politična odločitev za samostojnost. Pred nekaj leti, mislim, da tam malo po samosvojitvi, je v Ljubljani v Narodni galeriji bila razstava Brižinskih spomenikov. In nekdo, ki je bil na tej razstavi, mi je pripovedoval, da sta se dva akademsko izobražena gospoda za njegovim hrbtom pogovarjala. Jaz sem pa mislil, da so to kamni. In to nam veliko pove. Če bi tudi danes vprašali marsikakšnega akademsko izobraženega človeka, a so Brižinski spomeniki kamni ali so papir, bi morda tudi marsikdo še odgovoril, da so to kamni. Naša zgodovina slovenstva se je začela tam. Začela se je tudi v Karantaniji, ki je seveda za slovensko zavest oddaljena, ker se nahaja gospa Sveta s Knežnim kamnem v drugi državi. Nadaljevala se je tudi skozi tisti srednji vek, ki so nam ga v glavo zabijali, da je bil mračen. Pa ni bil mračen. Če je kaj mračno, je 17 mračno. Veliko bolj, kot je bil srednji vek. Brez samostanov, brez benediktinskih, frančiškanskih samostanov, cistercijanov in kartuzijanov in drugih redovnih skupnosti, Slovenci ne bi bili tukaj smo in tudi ne bi imeli te umike in te izobrazbe in te kulture, ki se je razvijala na naših tleh, zahvaljujoč samostanom skozi ves srednji vek. Predtem še ne smemo pozabiti na svete brata Cirila in Metoda, ki sta dobesedno zbrisana iz zgodovinskega spomina Slovencev danes. Kdo še se pa spomni na njih? Potem smo kmalu že seveda po srednjem veku, v novejšem veku, kjer ne moremo mimo našega utemeljitelja škofije mariborske Antona Martina Slomška. Danes letos imamo leto Karla Desponika Kajuga, ko so pa škofje prosili pred leti, da bi bilo razglašeno leto Antona Martina Slomška, takratna oblast zato ni imela nobenega posluha.
In tu je naš problem identitete. Odkot smo, kdo smo, na katerih gradnikih, na katerih stopinjah naše preteklosti gradimo to, kar Slovenci smo. Če gradimo to od leta 45 naprej, imamo pač to, kar imamo. Da se kregamo o tem, kdo je v drugi svetovni vojni na zmagovalni strani, kdo na poraženi strani, in da se ne moramo zmeniti o tem, kar so se že Grki lahko zmenili, da bomo ljudi dostojno pokopali. In tisti, ki pravijo, da pustimo preteklost, nam kar naprej odpirajo sami to preteklost s tem, ker se nočejo z njo soočiti. In tako neprestano govorimo o tej razklanosti, ki je dejansko, na žalost, ne vedno manjša, pa vedno bolj poglobljena. In danes se nam dogaja to, da v to nerešeno zgodovino prihajajo nove ideologije, ki do obisti in do dna pretresajo človekovo identiteto in njegovo samopodobo. Teorija spola napada osnovno podobo človeka in njegovega dostojanstva, da smo moški in ženske. In s to teorijo tresajo tako rekoč najbolj osnovni temelj, na katerem lahko neka družba stoji. Ni dovolj, da je dovolj velika zmeda pri mladih zaradi razvitih družin. Ni dovolj, da je velika zmeda pri mladih zaradi njihove nelokalne pripadnosti. Danes bi naj bili vsi globalni, svetovni državljani. Če bi Jezus tudi tako razmišljal, potem se ne bi smel roditi v judovskem narodu. Potem bi moral biti neki demiurg izven naroda, prileteči Bog, ki bi nekje lebdel brez korenin v tem svetu, na tej zemlji, na tej zgodovini. Pa ni takšno. Iz Jezusovega življenja se samobitnost in podoba človeka jasno kaže. Družina, narod, ne kot absolutne vrednote, ampak vrednote, brez katerih je človek zgubljen v tem vesolju in v tej zemlji in v tem globalnem svetu, če vsega tega ni. In če gremo še naprej na lokalno raven, pomislimo samo na to, kako smo pravzaprav mi na lokalni ravni, kot Slovenci, morda z izjemo Gorencev, brez vsake zunanje podobe. Niti poštene narodne noše ne premoremo. Narodni zabavni muziki rečejo, da je kravja glasba, mladi pa vsi letijo v Beograd, zato da poslušajo tam srbsko kravjo glasbo. A tisto, kar manj kravja pomaša. Letijo v Sarajevo Bosancem, ki so ponosni na svojo glasbo. Zdaj, ko bomo šli na morje, bomo vsi z veseljem poslušali dalmatinske pesmi. Zato, ker se jih Hrvati ne sramujejo, zato, ker se jih Srbi ne sramujejo, zato, ker se jih Bosanci ne sramujejo, samo Slovenci se jih sramujejo. In samo za nas, Slovence, je vse tu je boljše, kakor pa tisto, kaj je naše. In ta pripadnost lokalnih skupnosti je seveda izjemnega pomena za identiteto vsakega izmed nas. Odkot si doma? Kaj veš povedati o svojem kraju? Kdo so bili pomembni možje in žene v tvojem kraju? Na kaj si lahko ponosen? Kaj je del te tvoje identitete, ki te je zaznamovala, zato ker prihajaš iz nekega okolja, v katerem so tvoje predniki pustili sledove, ki so vredni spomina in spoštovanja. Torej, če gremo še naprej v tem sodobnem, globalnem svetu, ne bo šlo brez tega, da vem,
Če kdo misli, da lahko to vse izbrišemo iz zemljevida človeške zgodovine, se globoko moti. Najbolj globalni, najbolj internacionalni so tisti ljudje, ki vejo, odkot so in kdo so. Ostali so izgubljeni v tem globalnem svetu in bodo tudi izgubljeni ostali. To lahko občudujemo in gledamo pri marsikaterem našem Slovencu, ki je po drugi svetovni vojni moral pobežati iz domovine, ki je pristal ali v Ameriki, ali v Avstraliji, ali v Argentini, s kakšnim ponosom so ostali vse do danes Slovenci. Slovenstvo je vrednota, ni absolutna vrednota, je pa za zemeljsko in zgodovinsko življenje zelo pomembno. In če nam to ni vrednota, nam ne more biti vrednota tudi država. Zato, ker se veste, država je na nek način vendarle zelo pohvaljiva zadeva. Ker država je povezana z oblastjo. Pri oblasti pa se dogaja marsikaj. In to vsi gledamo, to vsi opazujemo. Vse se marsikaj drugod na drugih nivojih tudi marsikaj dogaja. Ampak to na nek način vsak tam vsi vidimo in lahko presojamo. In samo tisto dosti krat vidimo kot neke slabe. Pozabimo pa na to, da človekova grešnost je individualna zadeva, tako kot smo slišali v današnji Božji besedi. Tako grešnost, kakor milost je stvar posameznika. Vendar veliko število posameznikov na koncu rodi ali negativni ali pozitivni rezultat. In ne nazadnje, te države in te domovine ne bomo imeli v prihodnosti iz nekega najbolj temeljnega razloga. Včeraj sem prebral podatek, da smo v minulem letu doživeli najnižjo rodnost od leta 45 naprej. Leta 45 je bila zadnja taka nizka rodnost. Razumljivo, po vojni je razumljivo. Možje so popadali, fantje so popadali na fronti, kome so domov prišli, ni mogla leta 45 biti rodovitno. Vemo pa, da je kasneje bil tako imenovani baby boom. To so te generacije, ki zdaj počasi odvajajo in umirajo. In zadaj nastaja velika luknja in velika vrzel. Takrat po vojni, v bistveno slabših materialnih pogojih, so ljudje imeli otroke. Danes pa jih nimajo zato, ker rečejo dosti krat, ker ne vejo, če bodo lahko za njih poskrbeti. Halo. Kje smo? Kako razmišljamo? Kaj je z nami dobro? Nekaj vrste smo samo morilski narod. Samo v sebi kopljeno jamo na biološki ravni. In ta je osnova. Vedno zmagujejo tisti narodi, ki so biološki močni. In izgubljajo tisti, ki pač niso več biološki močni. To je zakon narave. In še zadnja je naslednja stvar, ki se mi zdi, da je tudi zelo pomembna, je vprašanje naše vernosti. Brez vere ne more biti nobena skupnost. In tudi ne noben človek. Vsak človek nekaj veruje. Nekateri Slovenci verjamejo v dobre avtomobile, drugi verjamejo v lepe hiše, tretji verjamejo v kariero, četrti verjamejo v neprestane turistična potovanja, osvajanje celega sveta in tako naprej in tako naštevanje. Tisti, ki verjamemo v Boga, ki se je razodel po Jezusu Kristusu, smo vedno v manjšem številu. In mnogokrat slišimo, da starši tudi rečejo za otroke, naj se za vero odločijo, ko bodo
politiko slišimo, da sta cerkev in država ločeni in na osnovi te ločitve tudi aktualni politiki nimajo toliko dostojnosti in kulture, da bi se udeležili maše v stolnici za domovino, kar pove vse o njihovi kulturi, ne o njihovi vernosti. Ker tu ne gre za vero, nišče ne pričakuje. Bi bilo hecno, ne? Če nekdo, ki se celo življenje ni prekrižal, da bi hodil v maši, da bo tam delal kakršnekoli čudne geste. Ampak to je kulturna zadeva. Zato, ker slovenskega naroda brez vere in katoliške cerkve ne bi bilo v teh letih. In če nekdo ima toliko zavesti in toliko zgodovinskega spomina, da bi to spoštoval in gradi na neki frazeologiji in ločitve cerkve in države, takih vladarjev se lahko samo bojimo. Vera je tudi temelj in osnova za sleherno identiteto, od posebne do lokalne, do skupne narodne in do globalne. Seveda pa je vprašanje, v koga verujemo. In danes je vse splošno razširjeno mnenje, da ima pravzaprav lahko vsak svojega Boga, zato ker smo demokratični, pluralni, tolerantni in tako naprej. Ni res, ne moramo imeti vsak svojega Boga. Ker pol to ni Bog, pol sem jaz Bog, pa moja podoba Boga. Pol ste vi bogovi, pa vaše podobe Boga. Pa smo pač v rimskem imperiju ali pa v grški kulturi. Nismo pa v krščanstvu. Bog je en sam in ta se je razodel. In v njem piše nekaj v Svetem pismu. In to je tisti Bog, na katerem lahko gradimo, zato ker ni ukrojen po naši podobi, ampak po Božji podobi. Na nas pa je, da bi se mi krojili po njegovi podobi. In da bi tudi skupnost, v kateri živimo, krojili po tej podobi. In kristjani smo poklicani, bodi prilično ali neprilično. Z jamstvom, ki smo ga slišali v današnjem evangeliju, da se nam lastne Davide skrivi brez Božje volje, kristjani smo poklicani, da delamo vse za to, da to skupnost, da narod, to državo ohranimo tudi svojim potomcem in prihodnim rodovom. Amen. Verujem v enega. Za verne, ki so preganjali ali zapostavljeni, da bi ostali stanovitni do konca. Za vse, ki imajo vodstveno vlogo, da bi svoje delo vsebe opravljali v koristi. Da bi ti služili z iskrenim in zvestim srcem. Za posvečene, da bi na življenjskih poti čutili ljubečo roko nebeškega Očeta. Za pokojne, ki so pričevali zate, da bi bili sprejeti v večno domovino. Jezus Kristus, naš odrešenik, vse svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, posliši nas v svoji dobrotljivosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
prvi dan v tednu, ko je Kristus dal umrti, prosimo, posveti v svojem duhu te darove, da nam ostanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel